reprezentance in pa drugi gostje, ki so v hotelu, so 27% kot največji, potem je pa že na drugem mestu Zipline, ki ustvari od teh 859 tisoč evrov 19% prihodkov, in pa še drugi produkti, ki sestavljajo kar lepo vsoto. Zakaj je pa ta vsota tako pomembna, pa pridemo pri naslednjem slajdu, ker boste videli, da javni program sam, ki poteka v Planici, nam dela malenkostno izgubo. Se pravi, se vse napokrije. Ta največjo izgubo tukaj naredi smučarski tek, ki je praktično brezplačen. Ti, če prideš v Planico teč, ti ni treba, razen poleti v tunelu, pa na rolkarski progi, ti ni treba nič plačati. Se pravi, je treba ta sredstva zagotoviti. In na drugi strani imamo tako imenovane dodatne produkte, ki ustvarjajo presežek, ki v prvi fazi pokrijejo to izgubo iz javnega programa, v drugi fazi pa ta sredstva, ki so letos 134 tisoč evrov, to je pol obdavčitvi, ker to nam ostane nam tisti pred obdavčitvijo, ker je pa nekaj čez 150 tisoč evrov pred obdavčitvijo tega, in pa stroški, ki jih tako ali tako namenimo za vzdrževanje objekta, to pa pomeni naš razvoj, oziroma da bomo to, kar smo iz evropskih skladov ohranili na istem nivoju. Tako da, če je kakšno vprašanje, drugače pa hvala, da ste me poslušali. Oziroma ste najbolj. Da še dopolnimo, mi z vsemi temi aktivnostmi, ki jih veliko predstavim, tudi nadaljujemo, tako s podporo predvsem programom otrok in mladine, ker tukaj v resnici tudi strani ministrstva vemo, da je zelo pomembno vzpostavljati in ohranjati to bazo, tudi športne oddelke na gimnazijah oziroma srednjih šolah in seveda tudi centre, kot je recimo naš kranjski center, kjer vemo, da je velik del skakalnih uspehov pravzaprav nastal prav zaradi sistematičnega dela. Podobno razmišljamo tudi o drugih dejavnostih in želimo si, da bi to nekako ne le politiko, ampak predvsem razvojno usmeritev ustvarjali tudi seveda naprej tudi v jurisdikciji kakšne druge vlade in predvsem, da bi znali povedati, kaj vse je zgodovina športa v Sloveniji in da korakamo naprej tudi z vzpostavitvijo res prepoznavnega nacionalnega muzeja za šport. Prvi koraki so bili zdaj spet znova obnovljeni, tako da upam, da tudi s kadrovsko podporo, tako kot smo si jo zastavili, lahko tudi Slovenci pokažemo svetu ne le kaj vse smo že dosegli na področju športa, ampak kaj tudi seveda utrjujemo naprej.